Glav sem si pravila, tako čudno lase, sorry. Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem snimala True Crime Case in sicer o Sarah Payne. Prejšnji teden nisem objavila tega videa, danes pa je v bistvu 18 let obletnice od njene ugrabitve in zato sem se odločila, da bom danes objavila ta video. Sarah Evelyn Isabel Payne se je rodila 13. oktobra leta 1991. Stara je bila le 8 let v času njene ugrabitve, torej 1.7.2001 je njena družina šla v tam bližino morja v Angliji, bom napisala točno kje. Njena družina je večkrat zahajala tja, ker so imeli tam sorodnike oziroma babico in dedeja, ampak ta čas nekako že dolgo niso bili in so se starši odločili, da bo spet šli na počitnice in so bili tam in so šli na plažo, kjer so se potem pač otroci igrali blizu nekega polja. Igrali so se v koruzi in se je Sarah odločila, da bo šla nazaj domov. Ona je bila stara 8 let v času, ko sem rekla v tem času, imela je pa dva starejša brata, Luke and Lee in pa mlajšo sestro Charlotte. Kot sem rekla, Sarah se je zmes odločila, da bo šla nazaj domov, ker mislim, da se več ni hotela igrati kakorkoli in je njen starejši brat, mislim, da Lee, se je odločil, da bojo pospremo. Torej, vse so v bistvu naredili prav do tega. Bila sta še pa dva druga, torej Charlotte in pa Luke, ki sta se odločila, da se bo ta še dalje igrala in da bo Lee potem prišel nazaj. Torej, v tistem času je bila Charlotte stara 6 let, Luke je bil star 11, tako da v tistem času sta lahko bila tam sama, ker sej 11 je res malo, ampak da si sam 5 minut pa tudi ni taka reč. No, in se Lee, ki je bil star 13 let, odločil, da bo šel pospremo Sarah nazaj k babični hiši. In na poti iz koruze do babične hiše je čuda, ga kliče njegov mlajši brat, torej Luke, in je on brada šel pogledat in je sestra Charlotte padla in se nekaj tudi malo poškodovala in zato je pač Lee šel tja in je rekel Sarah, naj ga tam počaka in da bo prišel nazaj k njej. No, v tistem času, ko se on v bistvu samo obrnil hrbet, 30 sekund, 1 minuta, Sarah več ni bilo. Sarah je zginila, šla je torej ven koruze in to je bilo to. Glavnem, potem so že šli do babične hiše, so babici povedali, so začeli vsi iskati Sarah, tudi mama je kasneje začela iskali so po ulici, po plaži, po polju. Eni so spraševali, zakaj niso takoj poklicali policije, stvar je taka, da otroci mali lahko hitro kam zginejo, se skrijejo, se igrajo, ker bi se vse igrali neke skrivalnice, se upravičujem za pesa. Teda ni bilo nič kaj nenavadnega, da bi ona zginila za tako malo. Oziroma v njenem primeru so rekli, da je nenavadno, zaradi tega, ker Sarah bila ful sramežljiva, teda ona nikamor ni šla sama. Ampak vseeno so iskali zaradi tega, ker pač tudi mama je rekla, seveda, ki so otroci. Njeni mami je bilo ime Sarah, oziroma Sara, ker je S-A-R-A, medtem ko je hčerka Sarah z H-om. To se mi zdelo zanimivo. So šli in so iskali in pač potem, ko je minilo že ne vem koliko ur in je bil že proti večeru, so se pač odločili, da bodo kontaktirali policijo in to je bilo to. Kontaktirali so policijo, policija je iskala Sarah in pač vlada tako niso najdli. Takoj so kontaktirali vse lokalne ljudi, ki so bili že obtoženi za spolno nasilje, pedofilijo, vse te stvari. Intervjuvali oziroma izpraševali so tudi starše, zaradi tega, ker vedno, ko mali otrok zgine, tudi izprašujejo logično starše. No, in potem je njen najstarejši brat Lee tudi povedal eno stvar, ki se njemu ni zdela takrat tako pomembna, ampak ker so pač vprašali, če je kaj takega, da bi, če bo kaj čudnega in pač je on rekel, da je neka stvar čudna in glavnem, ko je to povedal, groza. Takoj, ko je on šel potem iz te koruze iskat Sarah, je videl, kak je en kombi ful hitro odpeljal dol po cesti, ga pogledal, se mu nasmejal in mu pomahal. In to je v bistvu bil človek, ki je ugrabil njegovo mlajšo sestro Sarah. Ampak Lee je rekel, da ni bilo dobenega otroka v avtu, torej dobenega ni videl, da pač ni takoj pomislil, da bi se to lahko zgodilo, ker ko si star 13 let, verjetno na takoj razmišljaš, da bi nekdo nekoga ugrabil. Nationwide, kako se temu reče, pač res cela
UK oziroma cela država, mesto, kjer so oni bili, je iskalo Sarah, prišlo je ful dosti prostovoljcev, policistov, mislim, da je bilo več kot 1300 ali nekaj tajega, kot sem rekla, prostovoljcev. Vsi policisti, ki so takrat bili na delo in delali nekaj druge, recimo stvari, so takoj začeli iskati Sarah, pač res vsi so njo iskali, kar je ful lepo čut. Tudi njeni starši so v teh 48 urah iskanja Sarah se pojavili na televiziji in pač tisto, ko vedno starši delajo, grejo na televizijo, prosijo ljudi naj, če ima kakšne informacije povejo, da tisti, ko ima Sarah, naj vrne pač te stvari, ko delajo vsi starši, ko so otroci pogrešani. No, prvi, ki ga je policija izpraševala, je bil Roy Whiting. Zaradi, ker on je bil znan potem, oziroma potem je igrač bil obtožen, da je spolno zelo rabil eno punco, jo potem odvrgel na robo ceste in to je bilo to. Poleg tega je mesto, kjer je bila Sarah ugrabljena, samo 8 km odstranjeno od njegovega doma. Ko so ga izpraševali, on imel motiv, da je bil izven mesta, teda so ga prav spustili. No, ampak ker se je zdaj ful taki sumljiv policistom, sta ga vuni počakala oziroma se skrila, sta šla undercover pod krinko in mislim, ker sta ga vprašala, če ima on kombi in je rekel, da on nima tega kombija. In sta za to pač počakala, sta videla, kaj bo naredil in prvo, kaj je naredil, je šel do tega kombija. Hvala Bogu pa sta kasneje policista našla račun, ki mislim, da je padel Roju iz žepa ali nekaj v tem smislu, glavno nekje blizu, kjer je bil čas in datum, kdaj je on tankal, torej blizu mesta njene ugrabitve, kar je pomenilo, da njegov alibi oziroma nek temu reče, ni bil pravilen, torej da se je lagal, kje je dejansko bil. So ga aretirali in je bil okoli 2 dni v priporu, ampak niso imeli dobenih dokazov proti njemu, so ga mogli izpustiti. Mislim, je neko prometno nesrečo oziroma vozil je prehitro, to je Roy Whiting in je bil potem aretiran in je bil v priporu okoli 22 mesecev, torej še vedno ni bil v priporu za dejansko ugrabitev Sarah. No, torej, kaj se je zgodilo dejansko z Sarah, ker če je on bil v priporu in to, kaj je torej bilo? Sarino nago telo je bilo najdeno 16 dni po njeni ugrabitvi, torej Roy Whiting jo je ugrabil in pa ubil. 6. februarja 2001, po zasliševanju policistov, je Whiting dobil torej kazen oziroma je bil obtožen za umor Sarah Payne. Trenutno je Roy Whiting zaprt v Wakefield Prison, torej zaporu, kjer večino svojega časa dejansko preživi v svoji celici oziroma, ja, svoji sobi, zaradi tega, ker ga je strah iti ven, ker, če še ne veste, pedofili in pač ljudje, ki so posiljevali, oziroma predvsem pedofili, imajo v zaporu kar preživljajo težki čas, dneve, zaradi tega, ker so pod velikim pritiskom, nasiljem z strani drugih zapornikov. Pač večina ljudi še vseeno meni, da to, hvala Bogu, ni normalno. Teda ja, tudi potem, ko si enkrat v zaporu, se zaporniki spravijo na tebe, ker se ne strinjajo s tem, kaj si naredil. Trenutno pa ni primeren za parole. To so že v prejšnjem videu rekla, mislim, da mi nekdo plus napisa, kaj to pomeni. Torej, ni primeren za tisto, ko gre spet pred sodišče in prosi za svojo prostoto, za svojo svobodo, vsaj do leta 2041, teda potem bomo videli, kaj se bo zgodilo, kar je čez 20 let, malo več. Tudi so gotovili, da tisti kombi, ki ga je imel, je bil kot neki, napisali so child prison, torej zapor za otroke, kjer je imel noter vrvice, nož, neke mehke materiale, tako piše, pač glavnem pripravljen je bil za ugrabitev otrok. To je v bistvu zgodba, kaj se je zgodilo, ker ni neki unsolved murder. Dejansko vemo, kaj se je zgodilo, teda ni za nekih toliko stvari, kot je bilo pri recimo John Benet Ramsey, ko nismo vedeli, kaj se je zgodilo. Zdaj bomo šla na stvari, ki so prišle iz njene ugrabitve, v bistvu dobre stvari. Ena dobra stvar imenuje se Sarah's Law. Sarah's Law oziroma Sex Offenders Disclosure, CSOD, se v bistvu
začelo leta 2011, kjer sta njena mama, torej Sara in pa njen oče Michael želela, da bi, koliko jaz sem to razumela, da bi pač mi, ljudje, vedeli, kdo so ti pač pedofili in pa kdo so ti ljudje, ki so že kdaj spolno nadlegovali koga. Oziroma pač ne, da je bilo to javno znano, ampak da bi policija. It allows parents to ask the police if someone who might have contact with their children has a criminal record for child sex offense. Police will reveal details confidentially to the child's parents or carer if they think it's in the child's interests. Torej recimo, da če bi bil kakšen učitelj tega na tem listu, da bi starši lahko zvedli to. Tako jaz to razumem. Torej, če bi nekdo vprašal, če je nekdo, ki je v stiku z njegovim otrokom, pedofil ali kaj podobnega, bi policija povedala ja ali ne, če je bilo to v interesu za otroka. Kar v vsakem primeru po mojem je. Torej, kaj je za njeno družina? Sarah's mom, Sarina mama Sara je napisala knjigo, ki se imenuje Sarah Payne, A Mother's Story about her daughter's murder and aftermath, including her campaign for Sarah's Law, ki je bila izdana leta 2004. Sarah Payne je postala member of the Order of the British Empire decembra 2008. Leta 2009, decembra, pa je doživela kap in je bila v kritičnem stanju, ampak trenutno je preživela in še živi. Torej, kot sem rekla, je Michael njen oče umrl. Potem, ko je bila Sarah ugrabljena, je on zapadel v depresijo in ločil se od svoje žene po 18 letih, torej leta 2003. Potem je zapadel v alkoholizem, postal je tudi celo nevaren, enkrat je svojega brata napadel, ko je bil pijan in zato je šel v zapor za nekaj časa. No, potem leta 2014 pa je v bistvu izgubil svojo bitko z alkoholom ali kakorkoli. To je to za ta video. Upam, da sem povedala vse podatke, jih je ogromno. Jaz, ker to ful berem, včasih potem pozabim kaj povedati. Skušam napisati kje, ampak če vi kaj veste v tem primeru, lahko vedno spodaj napišete, vedno ko nekdo napiše kaj pomembnega, jaz pinam, torej dam kot top komentar, da lahko vsi vidite, da še tisto preberete, teda vedno, če rabite take informacije, idite prav še pogledati v komentarje, da vidite, kaj kdo drug še pove, ali pa idite v moj description box, kjer imate povezave do vseh spletnih straneh, ki sem jih jaz uporabljala. Tam boste najdli še več informacij. Hvala, da ste gledali ta video. Če imate idej, lahko napišete spodaj. Prosim, nam spet predlagajte Madeleine McCann, Illuminati, kaj še vi predlagate tako doskrat. Zdaj se tako pozabila, ampak ful do stvari mi vedno znova predlagate. To že imam napisano, da to bo prišlo enkrat. Zdaj pa, če imate še kaj nove ideje, mi lahko spoj napišete, če pa ne, pač sem videla in bo prišlo, ok? Ja, lajkajte, se naročite, to je to. Dia!